PKP3 naslavlja tudi pomembna socialna vprašanja in zato kot drugega k nastopu vabim še ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospoda Janeza Ciglerja Kralja, ki mu bomo na enak način potem zastavili tudi vsa vprašanja. Prosim, minister. Hvala lepa, Jelko. Dober dan, spoštovane državljanke in državljani, spoštovani novinarke in novinarji. Lepo je biti spet v živo z vami. Morda na začetku svoje predstavitve tega tretjega protikorona paketa predstavim nekaj kratkih značilnosti trga dela, na katere seveda tudi z ukrepi vseh treh protikorona paketov odgovarjamo. Ko smo prevzeli vodenje ali pa odgovornosti v vladi in na svojih ministrstvih, smo morali pač pri pripravi teh paketov na hitro oceniti, koliko delovnih mest je ogroženih, v katerih panogah in kakšna je struktura teh ogroženih delovnih mest. Predvidevali smo, da je ogroženih okoli 258 tisoč, torej slabih 260 tisoč delovnih mest in sicer približno polovica pri fizičnih osebah, polovica pa pri pravnih osebah. Ko pogledamo na ukrepe, ki smo jih potem v prvem in drugem protikorona paketu sprejeli, lahko vidimo, da so se dobro pokrili. Naj povem, da ta gibanja na trgu dela redno spremljamo in lahko vidimo, da se je število brezposelnih, torej prijavljenih v evidenci brezposelnih, od nekje konca marca do začetka maja oziroma do konca aprila najprej začelo skokovito višati, nato se je proti koncu aprila in sedaj v začetku maja začela rast umirjati. Vidimo, da je od začetka korona krize do sedaj nekje 14 tisoč več prijavljenih v evidenco brezposelnih. Na drugi strani zdaj že vemo in lahko to tudi povem, da smo s prvim in drugim protikorona paketom pokrili dobrih 260 tisoč delovnih mest. Predstavljamo si lahko, da bi bile posledice na trgu dela brez protikorona paketov lahko izjemno veliko, neprimerljivo slabše, kot so sedaj, ko smo s temi ukrepi stopili naproti gospodarstvu in prebivalstvu. Naš cilj je vse skozi ohraniti čim več delovnih mest in seveda tudi neko socialno kohezijo in ravnotežje v družbi. Zato smo ukrepe zastavili tako, da smo z enko in dvojko proti korono pokrili približno 1.300.000 ljudi. Lahko pa rečem že sedaj, da bomo z ukrepi, če gledamo samo bon za turistične kapacitete, pokrili celotno prebivalstvo. Torej, bon za turistične kapacitete bo dobil vsak prebivalec Republike Slovenije. Želimo pokazati, da spremljamo potrebe gospodarstva in državljanov in odgovoriti tako, da bi imeli naši ukrepi čim večje multiplikativne učinke, o čemer je govoril tudi že predhodnik minister za finance, magister Šircelj. Morda omenim še to, ko sem prej govoril o tem, da se je rast števila novo prijavljenih v evidenco brezposelnih umirja, za primerjavo. Primerjava april 2019, april 2020, beležimo zelo veliko medletno rast novo prijavljenih v evidenco brezposelnih, to je bilo 190% medletna rast. To, da se pa zadeva zelo umirja, pa kaže medletna rast maj 2019, maj 2020
ki je 6-odstotna. Torej, z optimizmom zremo naprej v čas po epidemiji in v tem kontekstu predstavljamo danes ta tretji protikorona paket, ki smo ga že napovedali in tudi je izhodna strategija. Protikorona paket 3 je korak naprej, kjer še vedno zasledujemo dva ključna cilja, in sicer ohranitev čim več delovnih mest, pomoč podjetjem in še nekaterim drugim družbenim skupinam, ki jih do sedaj še nismo vključili. Verjetno lahko rečemo, da ukrepi niso idealni, so pa optimalni in že številke, ki sem jih prej na začetku predstavil, kažejo, da so prijeli. Dobro je, da so prijeli tako na zdravstvenem področju, kot na področju gospodarstva in področju trga dela. Če predstavim nosilni ukrep za področje trga dela, ki je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, ga uvajamo kot 17. oziroma 18. država v Evropski uniji. Sami veste, da Avstrija, sosednja Avstrija in Nemčija, na katero smo gospodarsko zelo vezani, beležita velike uspehe. Nazadnje sem od kolega iz Avstrije izvedel, da Avstrija namenja za ta ukrep 10 milijard evrov. Minister za finance pa vam je malo prej povedal, za tretji protikorona paket, katerega nosilni ukrep je ravno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, namenjamo do milijarde evrov. V osnovi bomo sofinancirali do 50% skrajšanega delovnega časa. To pomeni od 20 do 5 ur. Največ torej se bo dalo skrajšati delovni čas na polovični delovni čas, če se izrazim bolj preprosto. Zadev, ko delavec ne dela, torej največ 20 ur, pa bo delodajalec temu zaposlenemu izplačal subvencijo, nadomestilo v višini 80% plače. Za tisti del, ko zaposleni dela, pa bo seveda prejel normalni delež svoje normalne plače. To nadomestilo v višini 80% za tisti del delovnega časa, ko delavec ne dela, bo njegov delodajalec prejel subvencijo države v fiksnem znesku. Preračunano je tako, da bo lahko dobil od 112 do 448 evrov. Ukrep je zastavljen tako, da se poračuna pri zaposlenem, ki prejema minimalno plačo, pri ostalih pa seveda sorazmerno doda delodajalec. Ocenjujemo skupaj z socialnimi partnerji, s katerimi smo tudi delali v delovnih skupinah na tem ukrepu, da bo ukrep privlačen, da bo ukrep dobro odgovoril na potrebe tistih panog, ki ne bodo mogle v polnosti takoj po koroni zagnati svoje dejavnosti oziroma proizvodnje. Pogoj za koriščenje oziroma za upravičenost do teh ukrepov bo osnovni pogoj, vstopni, da delodajalec najmanj 10% zaposlenim ne more zagotavljati vsaj 90% dela, to pomeni vsaj 36 ur dela, in sicer na podlagi pogodb o zaposlitvi za polni delovni čas, ne glede na to, a je to za skrajšan ali za nedoločen, ne glede na to, a je to za določen ali nedoločen delovni čas. Zelo pomembno je, in to stalno poudarjam, ker je ukrep ciljan na ohranitev čim več delovnih mest, da delavec v tem času ohranja vse pravice iz delovnega razmerja. Vse pravice iz delovnega razmerja. Pred sprejetjem odločitve o napotitvi oziroma odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom se bo moral delodajalec posvetovati na njim običajen način z sindikati v podjetju. Če pa sindikata v podjetju ni,
oziroma pri delodajalcu ni, pa svetom delavcev oziroma dobiti njihovo pisno mnenje. Pomembna varovalka, ki smo jo tudi vključili, je, da delodajalec v obdobju prejemanja subvencija za skrajšani delovni čas in še mesec dni po tem obdobju ne bo smel začeti postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom. Zelo pomembno je dejstvo, ki ga je minister za finance, magister Šircelj, prej tudi poudaril, da bo zagotovljenega dovolj denarja za vse, ki bodo do ukrepa upravičeni in ki ga bodo tudi potrebovali. Časovno je ukrep zaenkrat omejen in predviden za obdobje od 1. junija 2020 do konca tega leta, to pomeni do 31.12.2020. Delodajalec pa bo lahko v navedenem obdobju ob predpostavki izpolnjevanja pogojev seveda ukrep koristil mesečno, uveljavljal mesečno za pretekli mesec. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb bo izvajal Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Ker verjamem, da bo minister za gospodarstvo, gospod Počivalšek, povedal več o ukrepih za področje turizma in gostinstva, enega sem sicer že mimogrede omenil, in sicer vrednotnico oziroma bon za storitve v domačem turizmu. Bom samo omenil še ukrep področja oziroma ukrep podaljšanja možnosti subvencioniranja čakanja na delo za to področje turizma in sicer za en mesec. Ocenili smo po analizi vseh podatkov, po posvetu z vsemi relevantnimi deležniki, da bomo na tak način najbolje odgovorili in pomagali tistim, ki res še ne bodo mogli zagnati dejavnosti. Potem pa vse spodbudili, da počasi preklopimo na koriščenje skrajšanega delovnega časa, saj želimo spodbuditi tudi turizem, ne nazadnje, katerega glavna sezona prihaja k aktivnosti. Nekaj ukrepov z področja socialnega varstva je vključenih tudi v protikorona paket 3, in sicer bomo uredili plačilo oziroma povračilo tistim svojcem, ki ste vzeli oskrbnike domov starejših, oskrbovance domov starejših, oprostite, ali pa oskrbovance drugih institucij socialnega varstva domov, domačo oskrbo. Približno 250 jih je bilo v tem času in vam bomo za nazaj omogočili, da bodo povrnjeni ti stroški, saj do sedaj v zakonodaji ni bilo mogoče oprostiti plačila storitev, če ste vzeli svojce v domačo oskrbo. Glede tega smo tudi prejemali v tem času veliko pobud in predlogov strani državljanov in ne nazadnje tudi vas, medijev, in poskušamo na tak način odgovoriti in olajšati tudi ta strošek. Iz proračuna bomo tudi pokrili strošek izpadlih dohodkov zaradi nezasedanih kapacitet v teh institucijah, domov starejših, VDC-jih, CUDV-jih. Veste, da ni bilo novih sprejemov, postelje so bile proste in to za vsak tak dom pomeni neželjen, nezaželjen strošek, saj oni že tako ali tako delujejo v zaostrenih finančnih razmerah. Pokrili bomo tudi stroške za delo zaposlenih, ki so bili začasno premeščeni, na primer iz bolnišnic v domove starejših ali iz domov starejših oziroma iz zdravstvenih domov v domove starejših. Izvajalcem storitve pomoč na domu, ki zaradi epidemije v bistveno zmanjšanem obsegu opravljajo svoje delo, bomo krili stroške neizvedene storitve v višini 70% tega stroška. Tistim, ki pa storitev na domu opravljajo izven mreže javne službe, pa bomo omogočili, da bodo prejeli tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve.
tako da se tudi na ta način kompenzira ta izpostavljenost oziroma nevarnost in posebna obremenjenost v času korona krize. Naj omenim, da smo predvideli poseben dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za pripadnike civilne zaščite ali državljane, ki so bili vpoklicani k opravljanju nalog za zajezitev epidemije COVID-19, in sicer bo ta dodatek znašal 30 evrov dnevno za te dneve, ko je bil posameznik vpoklican. Še nekaj drugih ukrepov z področja invalidskega varstva, in sicer predlagamo in bomo, ko bo to v državnem zboru potrjeno, sprejeto, zvišali subvencije invalidskim podjetjem za zaposlene invalide. To sicer ne bo strošek proračuna, ker bo to financiral pristojni sklad iz sredstev iz naslova prilivov kvotnega sistema zaposlovanja invalidov. Nekaj ukrepov za olajšanje oziroma, kako bi to poimenoval, za ureditev razmer zaradi epidemije smo predvideli tudi na področju štipendiranja in študentske prehrane, in sicer bomo omogočili, da bodo prejemniki Zoisove štipendije pri prehajanju med ravni izobraževanja, torej tudi za eno leto nazaj, uveljavljali posebne dosežke, ki so predvideni kot pogoj za pridobitev Zoisove štipendije. Za nadaljne prejemanje v naslednjem letu 2021 pa bo mogoče uveljavljati dosežek iz leta 1920, torej za leto 2021 iz preteklega leta, za leto 2021 pa iz tega leta 2019-2020. Ukolikor ne bo mogoče ponoviti oziroma izvesti javnega razpisa za nove ponudnike prehrane, študentske prehrane za leti 2021 in 2022, bomo te pogodbe z obstoječimi ponudniki podaljšali za eno leto. Morda omenim še, da z področja zdravstva smo vključili v protikorona paket tehnično določbo, ki bo izboljšala ali pa omogočila dejansko učinkovito izvajanje odrejanja karantene v skladu z pravili, zakonskimi pravili, in sicer bo to lahko odrejal minister oziroma oseba, ki jo bo minister za to pooblastil. Toliko, če kot nosilec zakona rečem o glavnih ukrepih, zdaj pa sem na voljo za vaša morebitna vprašanja. Izvolite. Pozdravljeni, Sabina Zonta, Televizija Slovenija. Najprej me zanima, kdaj načrtujete dodatno rahljanje ukrepov v domovih za starejše, morda stik s svojci in tako naprej, pa še glede zakona o dolgotrajni oskrbi. Kje je zdaj, v kateri fazi, kdaj računate, da bi lahko bil pripravljen? Hvala. Najlepša hvala za tole vprašanje. V preteklih tednih smo intenzivno skupaj s strokovno skupino Ministrstva za zdravje pripravljali tudi te ukrepe. Sami veste, da smo najkasneje z 11. majem odprli domove za starostnike, domove starejših občanov za obiske, po seveda posebnih, kar strogo določenih pravilih. Dobili smo v veliki večini izjemno pozitivne odzive, kajti stiske so bile že velike, in hvaležen sem za to vsem vodstvom domov, ki ste omogočili, da se svojci spet srečujejo. Seveda, da ne zaidem, je zdaj izjemno pomembno, da s tem nadaljujemo. In z veseljem sporočam, da bomo domove starejših občanov in seveda
povezano ostale inštitucije tega socialno-varstvene zavode odprli za nove sprejeme s predvidoma s 25. majem. To je zdaj datum, ko bomo ob spoštovanju vseh strokovnih priporočil, tako ocenjujemo, lahko omogočili skupaj seveda z vodstvi teh zavodov, da se bodo spoštovale oziroma uveljavile, upoštevale, omogočile razmere, ko bojo ti sprejemi možni. Bolj življenjski obiski. Ja, veliko imamo tudi pozivov oziroma predlogov na to temo. In kot veste, sem že stalno skušal sporočati, da zelo slišimo na Ministrstvu za delo te stiske, ko bi se ljudje radi rokovali, ko bi radi objeli svojca. Če govorim tu kot človek, vam seveda rečem, da vam ne morem preprečiti in tudi ne bi rad, da objamete svojega svojca. Če pa govorim kot minister in predstavnik vlade, pa bi pozval, da zato, ker so starostniki najbolj ranljiva skupina, tudi zdravstveno, in ker epidemija še vedno traja do 31.5. In zato, ker še vedno lahko po zgledu iz tujih držav računamo na posamezne izbruhe in moramo biti na njih pripravljeni, prosim, da spoštujemo vsa priporočila in poskusimo zdržati ta kritični čas. Menim, da že topla beseda in srečanje v živo zelo pomagata in sta veliko več kot to, kar smo imeli možno do sedaj. Upam, da sem... Ja, hvala lepa, oprostite, da sem na to pozabil. S kolegom ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem sva se že takoj na prvi seji vlade dogovorila, da bo to najina prioriteta, da bo res poskušala sodelavci usmeriti veliko energije v to. Nenazadnje je to tudi ena ključnih prioritet obeh ministrstev v koalicijski pogodbi, tako da vam lahko rečem, da bomo v kratkem, ko bodo ti prvi protikrizni ukrepi in pa izhodna strategija sprejeti in uveljavljeni, pristopili tudi k reševanju tega vprašanja. Smo pa že 15 let v zamudi. Verjamem, da z ministrom Gantarjem, sodelavci in s kolegi v celotni vladni ekipi premoremo tak potencial, da bomo to zadevo premaknili iz mrtve točke. Še vprašanje iz našega studija novinarskega preko elektronske pošte. Povedali ste, da bodo domovi za starejše 25. maja začeli sprejemati nove oskrbovance. Novinarko Radio Slovenija Alenko Terlep pa zanima naslednje. Pretekli teden je vlada na sestanku s skupnostjo zavoda dejala, da bodo prejeli navodila. Teh pa še vedno ni. Kdaj bodo torej ta navodila dana? Hvala lepa za to vprašanje. Ta navodila bodo v tem tednu pri zavodih. Kaj? Prosim. Je še kakšno vprašanje tu v auditoriju? Gospod minister, mene zanima zdaj, ne vem, če sem pravilno razumela, se pravi, če lahko zelo jasno poveste, koliko je vreden tretji paket in koliko tehta skrajšani delovni čas, če lahko najprej to odgovorite. Hvala lepa za vprašanje. Bom ponovil to, kar je magister Šircelj povedal. Računamo, ocenjujemo, da bo tretji protikorona paket lahko vreden do milijarde evrov. Ker težko ocenimo, koliko
podjetij, za koliko zaposlenih se bo poslužilo ukrepa skrajšanega delovnega časa in seveda tudi podaljšanja za turistično panogo, podaljšanja čakanja na delo, vam seveda zdaj težko rečem, koliko točno bo ves ukrep kumulativno znesel, to bomo lahko rekli po obdobju koriščenja oziroma ob sprotnem preverjanju izplačil. Lahko pa rečem, ampak o tem bo tudi minister Počivalšek verjetno več povedal, da je v turizmu, če se ne motim, okoli 50.000 zaposlenih in ti so zdaj praktično vsi na čakanju. Poleg tega pa smo rekli prej že, ko smo pogledali stanje na trgu dela, smo pokrili z enko in dvojko proti korona paketoma 265.000 delovnih mest do sedaj. Tako da težko bi zdaj tu dal natančnejšo oceno, upam, da boste zadovoljni s tem mojim odgovorom. Govorili ste o ukrepu čakanja na delo, že ministru Širclju smo zastavili podobno vprašanje, zelo malo denarja je bilo v prvih tranšah porabljenih za ta ukrep, na zavodu pa je vsaj 400 milijonov evrov predvidenih za čakanje na delo. Zakaj samo podaljšanje za en mesec in samo za določene panoge, če lahko odgovorite na kratko? Malo ali veliko denarja je relativen pojem. Mi pozorno spremljamo in tudi torej oboje, koliko je tistih, ki koristijo ta ukrep in koliko denarja bo šlo po tranšah. Zakaj se nismo odločili za horizontalno podaljšanje čakanja na delo? To je bila točka malo širšega in globlega posveta, tako znotraj vlade, kot tudi znotraj ekonomsko-socialnega sveta, katerega delo smo začeli v petek ravno s tem tretjim protikorona paketom. Magister Šircelj je odlično odgovoril, pretehtalo je to, da želimo vse panoge, za katere je to mogoče in menimo, da bo to zdaj po 30.6. Možno res za vse, saj se začne tudi turistična sezona, da jih čim bolj spodbujamo k aktivnosti. Torej, ukrep čakanja na delo je sam po sebi ukrep, ki pomaga prebroditi najtežji čas, ki je pomagal in vidimo, da je prijel prebroditi ta čas, ko smo bili zdravstveno primorani ustaviti pravzaprav javno življenje. Naj omenim, da sicer gospodarstva v splošnem industrije, kjer se je dalo, nismo ustavljali, ampak javno življenje je bilo tako rekoč ustavljeno in temu primerno smo morali odgovoriti z ukrepom čakanja na delo. Ocenjujemo, da bo za gospodarstvo kratkoročno in srednjeročno ob predpostavki, da ne bomo deležni nekega zdravstvenega drugega vala, veliko bolj koristno in to tudi za celotno družbo, tudi socialno mislim, saj sem minister tudi za socialne zadeve, veliko boljše, če bomo z ukrepom skrajšanega delovnega časa spodbudili k aktivaciji gospodarstva zaposlene. Še zadnje vprašanje bi imela, minister. Določili ste fiksno subvencijo za sofinanciranje skrajšanega delovnega časa. To seveda veliko pomeni, če imamo minimalno plačo, če pa imamo povprečno plačo ali pa nadpovprečno plačo, pa je ta znesek izjemno majhen. Zakaj ste se odločili za fiksen znesek subvencije? Za fiksen znesek subvencije smo se odločili zato, da je ukrep preprost, predvidljiv, nikjer ni prepovedano, da delodajalec za tisti del, za katerega dobi subvencijo, torej za ta del, ko je delavec neaktiven, za ta del delovnega časa ne izplača oziroma bo v vsakem primeru moral izplačati tudi razliko. To je magister Šircelj prej dobro povedal. Dejansko za zaposlenega v tem smislu ne bo važno, od kod in kakšna je subvencija.
Važno je, da bo za tisti del, ko ne dela, dobil 80% nadomestilo plače, ki jo sicer prejema. Gospa Nataša. Za ministra Janeza Ciglerja Kralja zaenkrat nimamo drugih novinarskih vprašanj. Je še kako vprašanje tu v dvorani? Še eno vprašanje, potem pa gremo na naslednjega gosta. Katarina Matejčič, Pop TV, vseeno ponavljate to milijardo, ampak verjetno, če ste prišli do te milijarde, ste mogli verjetno eni par številk dati skupaj. Če zelo čez prst ocenimo vrednost bonov, samo vrednost bonov za vsakega državljana, polnoletnega ali ne, da je približno 350 milijonov. Kar pomeni, da ostane za vse ukrepe, predvsem na področju dela, približno 650 milijonov. Kako ste ta denar, ker verjetno ste do milijarde nekako mogli priti, razdelili med oba ukrepa, torej čakanje in skrajšani delovni čas? Vsaj okvirne številke, kaj več od milijarde? Lahko sklepa to, kar sem že prej rekel, da bo najverjetneje ukrep čakanja koristilo okoli 50 000 zaposlenih v turizmu, vsaj v tem mestu, ko bo na voljo. Na to pa bo velik del teh 50 000, ampak to res govoriva o zaposlenih v turizmu in gostinstvu, tudi najverjetneje preklopilo na skrajšani delovni čas. Seveda pa turizem in gostinstvo ni samo to, jaz nisem minister za gospodarstvo, tako da se ne bom mešal v njegovo področje, ampak so še vse povezane dejavnosti. Tako da lahko sklepamo, da bo povpraševanje, če lahko tako rečem, po skrajšanem delovnem času tudi širše kot samo teh 50 000 iz turizma, ampak bo ukrep, ker je horizontalen, odgovoril tudi na nekatere druge potrebe drugih panog. In še eno vprašanje. Zanima me kot prvo, ali je mogoče oba ukrepa kombinirati, torej recimo, da ima nekdo iz turizma pol ljudi na čakanju, ostala polovica mu dela skrajšani delovni čas ali več, torej vsaj pol časa ali več, in pa ali je glede na to, da je najvišji znesek nekaj manj pod 500 evri, ali to pomeni, da nekdo z minimalno plačo zagotovo dobi vsaj minimalno plačo, tako kot je bilo zagotovljeno pri čakanju na delo doma. Hvala. Hvala za obe vprašanji. Imam občutek, kot da sem še enkrat na razpravi na ekonomsko-socialnem svetu. Namreč, brez šale, resnično so bila tudi to izpostavljena vprašanja, o katerih smo se usklajevali. Torej, odgovor na prvo vprašanje je, da ni mogoče kombinirati teh dveh ukrepov. Tako smo se odločili tudi zaradi preglednosti in preprečevanja zlorab, ne nazadnje. Torej, ko bo delodajalec ocenil, za kateri ukrep izpolnjuje pogoje in kateri bolje odgovarja na njegove potrebe, se bo seveda potem odločil za enega ali drugega. Upamo seveda, ponavljam, da se jih bo čim več odločilo za ukrep skrajšanega delovnega časa. Drugi del vprašanja, glede prejemnikov minimalne plače, pa da, to, kar ste v bistvu slutili ali pa nakazali s svojim vprašanjem, dejstvo je, da bo prejemnik minimalne plače prejel nekaj manj kot minimalno plačo ob kombinaciji skrajšanega delovnega časa. Razlika ne bo velika, seveda pa moramo gledati na to in to smo večkrat izpostavili tudi na to, da moramo pa ohraniti razliko med tistimi, ki delajo pa prejemajo minimalno plačo in med tistimi, ki bojo na skrajšanem delovnem času.